Združeno kraljestvo se vrača, ker je bila udeležba na shodu Tomija Robinsona Združimo kraljestvo dobesedno neverjetna. In Kiyosama bi lahko bil res odpisan. Saj so se Britanci dejansko zbrali, da svetu pokažejo, kaj v resnici čutijo glede prevzema svojega mesta. Zdaj pa opomnik, njihova država, opomnik vsem vam tam zunaj, da obstajajo nekatere zanimive stvari, ki bi jih morali vedeti o Angliji prav zdaj. In nekatere med njimi so osupljive. Kot na primer ta zanimivost, ki jo je tukaj objavil Elon Musk, države z največ aretacijami zaradi spletnih komentarjev, Združeno kraljestvo. In izkazalo se je, da imajo ljudje resnično dovolj. Poglejmo si to neverjetno dogajanje, ki se je zgodilo. Ta tip je napisal: "Nisem strokovnjak za javne politike, ampak zdi se, da si običajni Britanci želijo svojo državo nazaj." Se spomnite, kako sporna je bila ta stvar zaradi vseh ljudi, ki jim je Keir Starmer v bistvu prepovedal prihod? Rekel je nekaj v smislu: "Ne, oprostite, vi ste nevarnost za našo družbo." Čeprav ni uspel ugotoviti, da so islamisti, ki poskušajo prevzeti nadzor, pravi problem, to sploh ni pomembno. Zaradi tega je bila udeležba še večja. In ljudje, kakšno praznovanje angleških vrednot. Res nekaj, kar je vredno videti. In kot sem vam rekla, ljudem se odpirajo oči, mislim, poglejte to za trenutek. Torej, čeprav mi ta graf ni posebej všeč, ker ne maram, da majhni otroci kričijo kletvice, moramo vedeti, da ljudje ugotavljajo, da nekaj pri tem ni prav. Nekaj pri tem prevzemu ni prav in vsak dan molčimo. To je prekleta. Prizor, pa pol, to je. Poskusi tukaj prepoznati obraze in te ljudi izločiti ali jih aretirati. Ne bo se dobro končalo zate. Tukaj je Tommy Robinson na poti na shod. Pravzaprav si ne morem predstavljati, kako se mora to počutiti, kaj ne? Voziš se v avto zaradi gibanja, zaradi katerega so ti večkrat grozili. Tvoje življenje je bilo večkrat ogroženo, moral si zapustiti državo. In tukaj imaš tisoče ljudi, ki so se zbrali, da bi združili kraljestvo pod tvojo vizijo. Tommy Robinson objavi: "Najprej te ignorirajo, potem se ti smejijo, potem se borijo proti tebi, potem zmagaš." Mislim, ja. Zdi se, da Tommy Robinson zelo zmaguje. Se govori v imenu ljudi, ki imajo resnično dovolj. Siti svoje vlade, siti prevzema, siti množičnega priseljevanja in siti tega, da ne morejo ničesar povedati. Ker tako so nekaj povedali. Pred nekaj tedni so prišli ven in glasovali ter zrušili lejboristično stranko, zdaj pa so dobesedno na ulicah in pravijo: "Tukaj smo s svojimi zastavami, vemo, v kaj verjamemo, vemo, kaj podpiramo, ne bomo odnehali." In seveda napadanje islama je bilo velik del tega. Mislim, poglejte to iz protesta. Kakšen neverjeten trenutek za ženske tam zunaj, ki preprosto pravijo, da je dovolj. To je to. Moramo biti popolnoma proti islamističnemu gibanju in popolnoma za pravice žensk. In preprosto ni več sredine. Preprosto ne more biti več sredine, ker sredine ni več. Ti ljudje nam želijo vse vzeti. Zdaj, Daily Mail, mislim, da je danes zjutraj objavil novico, da je Keir Starmer dejansko razmišljal o odstopu. In mislim, da lahko vsi rečemo, da je že skrajni čas. Mislim, adijo, dovolj je bilo. Mimogrede, to epizodo sponzorira Kalči, zato si prenesite aplikacijo Kalči in uporabite Meraka, da dobite $10, ko trgujete za $10 Kalči. Kalči. Stavite svoj denar tam, kjer je vaša napoved. In za tiste, ki še ne veste, kaj je Kalci, je to v bistvu največja napovedna borza v Združenih državah. Je borza za napovedi. In kar tukaj počnejo, je to, da vam pokažejo, kaj ljudje v resnici mislijo. In mislim, da je bilo, ko smo to preverili pred nekaj dnevi, precej izenačeno. Zdaj pa je videti precej verjetno, da bo ta moški odšel.
Kar pa moram reči, ne moremo v celoti pripisati Tomiju Robinsonu, ne Toniju Robinsonu. Ampak to gibanje je bilo ogromen premik v tem, da je ljudem dalo možnost in glas, da so lahko iskreno rekli dovolj tega. Res smo imeli dovolj. Poglejmo, kje je Tomi. To je Tomi, obkrožen z varnostniki. Poglejmo. Res, dobesedno, kakšno praznovanje zanj. Ne morem si predstavljati. Iskreno, dan, ko me je Tommy Robinson začel spremljati na Twitterju, mislim, da je bil verjetno eden najbolj vznemirljivih dni v mojem življenju. Smo na pohodu, gremo proti Trafalgarskemu trgu. Množica pravi, da ni dovolj. Parlamentarni trg je že poln. Množica se je raztezala več kilometrov daleč. Milje, to je največji dogodek v britanski zgodovini. To je trenutek, prelomnica za Britanijo. Sporočilo voditeljem. William je pripravljen na boj. Pridi gor. Smo budni. Ne bomo popustili. Hočemo svojo državo nazaj. Tako izgleda pravo voditeljstvo. Iskreno je nekaj posebnega. Tega danes skoraj da ne vidimo več. Ta oseba, Inevitable West, je napisal: med elito bo zavladala panika. Ni mogoče ustaviti tega, kar se je začelo. Mislim, To je noro, popolnoma noro. poglejte, koliko ljudi se je zbralo. Res gre za ogromen in velikanski premik, ker vedno več in več ljudi ugotavlja, da so nam govorili, naj bomo vljudni, naj bomo tiho, naj sprejmemo to stvar. Ampak kamorkoli pogledamo, je vedno slabše in slabše in slabše in slabše in slabše. In naša vlada trdi, da se zavzema za naše pravice, ampak to ni res. Zanimivo je, da se veliko ljudi boji te množice ljudi, ker menijo, da so to skrajni desničarski ekstremisti. Ampak na tej točki in prepričana sem, da so nekateri med njimi res skrajni desničarji. In čeprav je bilo po vsem, kar sem prebrala in lahko ugotovim, to popolnoma miren pohod, ni bilo storjenega ničesar nasilnega. Morda se motim, ampak sem to precej temeljito raziskala. Ljudje ne razumejo, da je bila stvar s skrajnimi desničarskimi ekstremisti uporabljena kot način za strašenje ljudi, ker se vsi bojijo skrajnih desničarskih ekstremistov. To te naredi nervoznega. Predstavljaš si KKK, predstavljaš si te velike ljudi, ki so zelo rasistični, in ne pravim, da veliko teh ljudi ni rasističnih. Prepričana sem, da jih je veliko takih. Vendar pa je bila to briljantna levičarska taktika etiketiranja. Popolnoma genialno, da so jih označili kot take. Oni vsi so problematični. Vsi so skrajni desničarji. In medtem ko je večina njih govorila: jaz samo želim izobesiti svojo zastavo. Veš, tako preprosta stvar, samo želim izobesiti svojo zastavo. Zakaj je to tako noro? To res vrača celo vrsto britanskih vrednot. Tako imaš tukaj ljudi, ki dvigujejo glas. Spet, spomni se, Anglija je bila zgodovinsko gledano krščansko mesto, zdaj pa je postala islamistična, ne več tako varna država. Postala je islamistična in ljudje so se bali izobešati zastavo Union Jack. Pregledali smo toliko različnih videoposnetkov, kjer ljudem govorijo, da je ta zastava grozna, da je nevarna zastava, da je problematična, kaj ne? In mimogrede, tukaj je očitno Keir Starmer, najbolj sramoten moški na svetu, ki se odziva na to. Jutrišnji shod v Londonu je opomnik na to, s čim se soočamo v boju za naše vrednote. Organizatorji, med katerimi so tudi obsojeni nasilneži in rasisti, širijo sovraštvo in razdor. Jasno in preprosto. Njihov cilj je prepričati ljudi, da so za težave Britanije krivi tisti, ki živijo ob njih. Ampak to ni Britanija, ki jo poznam jaz. To je država, zgrajena na spodobnosti, pravičnosti in spoštovanju. Država, ki je najboljša, ko se ljudje iz različnih okolij združijo za skupen cilj. To je naša država, z večino, ki deli te vrednote. Z večino, ki morda ni vedno tako glasna, a mora vedno določati, kdo smo. Moja vlada ne bo stala na poti mirnim protestom. A odločno bomo ukrepali proti sovraštvu. Uporabili bomo vso moč zakona, kadar se to sovraštvo pokaže kot nasilje. In prepovedali bomo vstop v Združeno kraljestvo tistim, ki ga želijo spodbujati, kot smo to že storili. Ker ta država pripada vsem nam. In ne bom toleriral nikogar, ki bi želel to preprečiti. Prav, kakorkoli je. Ja, mislim, da ne. Mislim, da ne, Keir Starmer. Dobesedno to prihaja na dan.
domnevno pripravljen na odstop. Ta tip je res takšen gnoj, poten, debel, grd, kot jih ni. In on samo sedi tam in govori, kot da nas želijo prepričati, da so našo državo, prevzele tolpe za spolno izkoriščanje mladoletnic. Vsi bi radi imeli raznolikost. Nihče nima težav z raznolikostjo. Ni problem, če se ljudje, ki si želijo raznolikosti, združujejo. To ni težava, Kirstama. In skrajni čas je, da ti nekdo to razloži tvoji majhni glavici, če imaš težave. Gre za to, da si ljudje želijo biti ponosni na svoje vrednote in sprejeti ljudi, ki so usklajeni s temi vrednotami. Glede na to, da islamistično, manično, besno prevzemanje, ki se dogaja, ni ravno usklajeno s krščanskimi vrednotami. In odločila si se napasti ljudi, ki so usklajeni s temi vrednotami. Zdi se mi, da si tukaj morda nekoliko zgrešila. Kakorkoli, do takrat, ko bom objavila ta video, boš morda že brez funkcije. Upam, da bo to dobro za vse. Poglejmo, kaj se bo zgodilo. In dobro opravljeno, Tommy Robinson. Dobro opravljeno v boju za Združeno kraljestvo. Združeno kraljestvo je začelo propadati, ampak morda zdaj. Morda je zdaj priložnost, da ne bo popolnoma propadlo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.